Živijo, jaz sem Boštjan Nahbar, to je podcast Podrobnosti, šesta oddaja, šesti podcast, ki ga ustvarjam skupaj z kolegom Anžetom Tomičem. Živijo, Anže. Živijo, Boki. Živijo. Šesta oddaja, oziroma šesti podcast, precej hitro je šlo skozi, no? Pa zdaj še zaključujemo to leto 2013. Se mi zdi, da s pomočjo tega podcasta, da so meni zelo hitro minila ta 2 meseca. No? Ne, da nimam natrpanega urnika drugače, ampak vseeno. Je definitivno popestrilo dogajanje. Tako vedno na začetku bi se rad najprej zahvalil vsem poslušalcem za vse komentarje, ocene, tweete, retweete in tako naprej. V zadnjem času smo prejeli tudi malo več predlogov oziroma kar nekaj idej za goste, za prihodnost. Tako da bomo z Anžetom sigurno delali v tej smeri, da najdemo tudi v prihodnje zelo zanimive goste, ki imajo marsikaj zanimivega zapovedati. Mogoče so to ljudje, ki jih poznate, pa povejo kako tako stvar na podcastu, ki je mogoče niste slišali. Recimo, meni se je zadnji pogovor z Dejanom Zavcem zelo zanimiv. Se mi zdi, da take luči mogoče ni bil predstavljen v nobenem drugem mediju. In pa tudi to bo seveda gosti, ki ne bodo samo športniki iz različnih področji. Tako je tudi danes, ko imamo en tako weird zadevo, pa mogoče o tem lih malo kasneje. Anže, ti mogoče lahko poveš, kje se nas da slišati, poslušati, na hitro omeniš ostale aparatus, podcaste, pa predvsem eno pomembno stvar, da se lahko podcast tudi podpre. Pred tem pa še hvala vsem, ki ste Boki otežili neha uporabljati Blackberryja na Twitterju. Res, ker je dejansko par ljudi, no je bilo toliko dolar, ki me je par ljudi poslušali, so ti težili, da obupi nad Blackberryjem. Ogromno sem dobil, sploh prek Twitterja sem dobil ogromno tega, da je skenili že ta Blackberry, pa šaltaj. To je bilo, vsakič, kaj je en to tweetno, sem se smajal doma, res, to je bilo najboljša stvar. Folk zgleda, ne ve ene stvari v meni, da jaz sem zelo trmasta oseba in jaz zdaj iz inata ne bom šel menjati, samo zaradi tega. Sam še zmeram, kar dajte mu, še naprej, jaz to računam na poslušalce. Aparatus, oziroma podrobnosti lahko slišite na aparatus.si, to je ta spletna stran, drugače so podrobnosti na voljo tudi v iTunesih, oziroma preko RSS feeda, če se znajde tam naročiti. Drugače pa na aparatusu niso samo podrobnosti, kar se podcastov tiče, je tudi sam aparatus kot podcast, tam jaz sprašujem ljudi stvari, ker delam intervjuje, zdaj sem jih naredil že, mislim, da 52 ali 53, nekaj tasga. Potem so tukaj glave, ki ga delava z Boštjanom Gorencem Pižamo, kjer se pogovarjamo o popkulturi, o filmih, knjigah in začeli se je pa tako, da smo začeli z Game of Thrones oziroma Igro prestolov. Potem je tukaj še podcast Pivotiranje, ki se obada z basketom, tako da unika vam je basket, ko poslušate, 3 fantje ga delajo vsak teden, grejo čez, ko se je zgodilo v Sloveniji, v Euroligi pa v NBA-ju. Pa je pa v bistvu še en podcast Iglu, se mu reče, so pa tudi 3 fantje in drugi 3 fantje, ki imajo pa podcast o improvizaciji, pač o improvizatorstvu in vsemu temu. Na koncu pa tako, če imate šanso, vse te podcaste se da tudi finančno podpreti. Če greste na aparatus.si/podpri, lahko daste par fičnikov in s tem pomagate vsem podcastom, ker s tem kupujemo opremo, skrbimo za sajt in vse ostalo. Tako da, če imate šanso, ful hvala, ker vsak evro proprije. To je ta admin del. Odkar smo zaštartali, oziroma odkar sva zaštartala ta podcast, se je kar nekaj opreme nadgradilo, tako da tudi današnji gost bo kasneje malo več povedal o tem, da je on naredil en tak upgrade, kar se tega tiče. In tudi en od komentarjev, ki smo ga prejeli, je ta, da je zdaj zvok znatno boljši, oziroma sama kvaliteta zvoka, čeprav mogoče tule vseeno eno opravičilo za zadnjo oddajo, ko smo imeli nekaj težav, ne toliko z opremo, kot z internetom, ko smo bili na vezi z Dejanom Zavcem in verjetno se ne ve, ampak smo podcast snemali v 2 delih, v 2 dnevih in ga potem že, vsaj jaz mislim, da tako dobro skupaj z mikso, da se ni opazil, da bi v bistvu se je pogovor kakorkoli prekinil. To je pač prednost tega, ko ne snimaš v živo. Ne? Ja, to je res, ja. Čeprav se pravim, ko bomo enkrat dosta upgradali opremo, se znajo tudi kakšne v živo podrobnosti. Ja, jaz to komi čakam. Ja, sam nismo še tam. Počas. To si ti meni prav rekel, ko sem jaz štartala, sem jaz tako rekel, jaz bi to delal v živo, ti pa lepo
pametno. Dajmo mi lepo celo to posnet, zdaj te pa štekam, da čisto razumem. Ja, med drugim smo prejeli, poleg komentarjev na Twitterju in tako naprej, en zanimiv mail, ki ga napisal David in sicer pravi, da zelo rad posluša naš podcast, v bistvu ga je poimenoval najboljši slovenski podcast, tako da hvala David. Za gosta je predlagal Gorana Dragića, Gogi ga bom jaz sigurno slejko prej dobil na Skype, v bistvu to ni tak problem, se zmeniti bolje, pač treba upoštevati, da je tu njegov natrpan urnik, moj natrpan urnik, časovna razlika in tako naprej, ampak sem pripravljen, da bomo to naredili enkrat tokom leta in bo to brez dileme zelo zanimiv pogovor. Pa tudi ostali košarkarji vidim, da so zelo zaželeni, tako da bomo tudi šli. Jaz mislim, da vsake 2, 3, 4 podcaste bomo dali enega košarkaša gor, da jih mogoče malo spoznate na drugačen način, kot jih poznate samo prek televizije. Vsak 8. podcast bo Breza. To pač mora biti. Breza mora biti. On je zdaj, ko sem jaz napisal na Twitter, da bomo snemali ta podcast, ne vem, če si videl, veš, kdo je takoj prvi odgovoril, Breza, veš kaj napisal? Yes! To je klasična njegova. Ja, potem David me je vprašal še eno vprašanje in sicer, če sem opazil, da, oziroma kot je on opazil, je, da sem jaz velik računalniški frik, no, jaz sem bolj mogoče internetni frik, ne toliko računalniški frik, ker na sam računalnik se zelo malo spoznam. Ampak vseeno je rekel, če sem opazil, da lahko zdaj se mene igra v igrici NBA 2K14, oziroma 2014. Jaz igric enostavno zdaj nimam časa igrati, včasih sem bil full v tem noter, igral sem v glavnem te streljačne, te Medal of Honor pa Call of Duty pa te fore. Zdaj časa več ni zato, ker pač ena je košarka, druga je pa doma, kot dve ta mali punci skačeta okoli po hiši, je enostavno sajta zmanjka, verjemi. Ampak ja, mislim, da so dali, če se ne motim, evropske ekipe zdaj v NBA 2K14. To je pa res, jaz si moram dobiti zdaj ta 2K14, zato da bi lahko špilo. Ja, ne vem, kako dobrega so me naredili. Ja, kad ti dajo statistiko, ja, to je lahko kar zavideti. Nek rating ti dajo, in pol, glede na to, pač, si dober v igrici. Tako lahko sebe sam skririš, ampak vse eno. Ja, dej, če kdo ima špil, ne pošle mail, no. Kao, podrobnosti afnaaparatus.si je mail. Sam to, da vemo. Da te malo pokomentirati, a sem znam zadeti, ali sem katastrofa, sem en visok belc, ko skače, gre pa dol po terenu. Lepa. Ja. Mogoče, Anže, daj ti malo, oziroma bom jaz prvi rekel, bom malo v podrobnostih oziroma v podcastu povedal eno stvar pa dve. Z Anžetom smo se odločili, da bomo imeli goste, kot smo imeli do zdaj, ampak da bomo z gosti pretežno govorili, se pravi, stvarih povezanih z gostom, s tem, kaj počnejo v življenju, oziroma njihovih dogodivšenjsko življenje, videnje različnih stvari in tako naprej. In bi mogoče tiste weird zadeve, ki jih imamo ponovno na koncu, daje vedno stisnili oziroma spravili v en tak special, ki bi ga naredili skupaj tudi z današnjim gostom. Anže, tako nekaj smo se pogovarjali, da bi šli te smeri. Tako. Da malo prilagodimo koncept, se temu reče. Ja, ne bo to zmedeno, ker, veš, odkrito povedano, tudi daj nočem zmest gosta s tem, ko enkrat navržem pa ven eno weird zadevo, kot tem gost samo kaj. Ja. Čeprav jaz se pa fulat o tem pogovarjam in mene to zelo zanima. Ja, pa roko na srce, ja, pa današnji gost, se je toliko cajta štulu, da sva pač mogla popustiti, realno. Dobro, to je bilo treba. Ja, ampak ne, dobro, ko smo li že pri današnjem gostu, ta današnji gost je bil soustanovitelj, lahko rečem, oziroma pomagal pri prvih podrobnostih in jaz sem ga poimenoval specialist za weird zadeve. Ampak bom te pustil, da ga malo predstaviš danes, že. Dej malo ti povej besedo dve o tvojemu dobremu kolegu. Ja, to je moj prvi Boštjan, se temu reče. Ja, ker jaz sem drugi. Ne? Ja, ti si moj drugi Boštjan. Kako se to vir sliši. Ne, drugač pa je valjda, gre za pižamo. Pižama si že za mikrofonom, kaj se dogaja tam? Halo, to dela? Jaz se opravičujem, jaz imam tle en čist nov mikrofon in se še ne znajdem. Ampak žuje objem, ampak res na že en brum nekaj dobivam, tako da ne vem, mogoče bo vidim, kakšni hudi so tole wavevi, tle waveformi v Audacity, tole bom preglasil vse. Ne vem, en brumček je odspad mega, ampak se ga boš odpravil, ne. Bomo pogledali, da je to od ventilatorja ali
od česa, ne vem. To so te weird zadeve, ki jih ne štekam čist dobro, ampak ja, lepo pozdravljeni vsi poslušalci podcasta Podrobnosti. Bom tako le naredil. Čakaj, ne, zdaj ni zazvenil, moram tako čak 2 kozarca skabdati. Pa se sliši. V enem je božični čaj, že prijetno ohlajen, neki mandli, v enem kozarčku je pa trapist, in sicer vitje trapist, beli trapist, tako da Anže, pšenično pivo iz trapistovske kleti v kelihu. V kelihu, lepa. Wow. To so te moji peri. La trap. Fancy. A ni tako in res pivo, ki se mu reče trap, to je prav zame narejeno, no. Ja, ne, drugač pa treba je povedati, da zdaj sva jaz in pižama, ne, na jetih, to sta te mikrofoni, ki pač slišijo na ime jeti. Ta mikrofon je debe, zato ker zdaj imam mute tipko in lahko včasih pa kar... Okay. Ja, moram reči, da je to res naredil. Jaz sem ti pa falš, moj road pa nima tega. Ti nimaš muta tam gora, kaj? Ne, zdaj gledam. Ne, mislim, da ga ni. Ja, ok, ne, lepa. Ampak ne da ga rabim, ampak vseeno. Mislim, nikoli ne že prav pride, ne. Ja, se to, ja. Mogoče veš, sred podcasta pa te malo zašraufa, pa hočeš, ne, se veš. Ja, odkašljat, ne, ja, se to, ja. To takrat ponavadi prav pride, ja. Drugač pa kaj, danes bomo delali samo weird zadeve, ne? Ja, danes, jaz sem si zamislil tako, da bi pač vsake 5-6 oddaj recimo povabili nazaj pišamo, seveda z njegovim, da če on privolil to, in bi šli skozi tistih najzanimivejših 9-10 weird zadev, ki so se pač v tem času nabrali, ne, oziroma ki jih mi smatramo najbolj zanimive. Jaz sem si zamislil, da bi to razporedili v 3 kategorije, se pravi, ena je zgodovina, drugo je tehnologija in tretja je vesolje. Seveda, vesolje, tehnologija je dosti z roko v roki, pa tudi zgodovina je nekako povezana s tem, tako da vse to se nekako prepleta. In sem rekel, da bi si to zastavil tako, da pač vsak od nas 3 si izbere po eno zanimivost iz vseh teh 3 kategorij, pa jih potem vsak pač svoje izbrano pove in malo pokomentiramo. Tako da nekje, ko se neko 9, mogoče kako dodamo 10, se jih nabere. Pa se mi zdi, da bi to bilo dosti zanimivo, da se to naredi en tak special potem, ne. In zdaj, ko smo v času Božiča, se pač ta imenuje Weird božični special. In vsake tog časa bomo nepričakovano padali v petje Bele snežinke in Last Christmasa, samo to, da vas opozorimo. Ja. To pomeni, da to so weird zadeve. Pa jaz sem že tako na začetku pravičil, ker zaradi, zdaj jaz, ko rečem, zaradi napornega decembra, šljamo človeka, ki igra Euroligo pa špansko ligo, ne, ampak zaradi napornega decembra res nisem imel časa tako ful brskati in sem se priznam tudi malo tako božično naravnano izbiral stvari, tako da bodo te moje teme bodo spadale pod določeno alinejo, predvsem po zelo prostih asociacijah. Ja. Sej ne, rabimo nekaj, ki je malo tematsko, to je Christmas special, veš, tako da mora biti malo božička v igri, ne. Ampak, a lahko jaz začnem zgodovino? Izvoli. Prosim, ne, sej, čisto vrstni red je čist. Jaz sem sam mislil, da bi si vsak, če gremo zgodovino, da potem ti začne zgodovino in potem vsak pač pove eno zgodovino. Ok, lepa. A ne, več pa gremo naprej, ne, da ne bomo skakali iz ene teme na drugo. Ne, ja, cool. Tudi da je malo bolj, da je nekaj malo bolj zgleda. Jaz kličem shotgun za 3. mesto. Če sem zato, ker imam pa v unita zadnje res tako božično zadevo in... Cool, lepa, boš ti zaključoval kroge, pa je. Ja. Jaz... Ne vem, kako, jaz sem pač to bom rekel, da ima veze z zgodovino, ampak mene pa to sem prebral že v bistvu kakšen mesec nazaj in sem si jo prav shranil, pa je pa nikoli nisem uspel pač povedati o podrobnostih. Ampak v Indoneziji, ne, so arheologi rekli, da so najdli naci podmorenco zraven enega otoka, ki se mu reče Java, ne. Ker so neki potapljači najdel v bistvu wreckage, kako po slovenski pižama. Razbitine, najlepša hvala. Tako, ja, razbitine, v bistvu naci podmorence, ki imajo celo ime, ne, kao U-168, ki ne bi jo pač potopili zavezniki med 2. svetovno vojno, ne.
In ne samo to, nizozemci, očitno, pač jaz nisem vedel. Ja, Ne, to je meni smešen. Jaz sem to novico prebral, sicer na drugi strani, par dni nazaj, ampak to mi je bilo najbolj smešno, kaj sem nisem vedel. Res, Ja. To je full weird. No, ampak ne, dejansko gre za podmornico, ki je pač se tam, ni se potopila, ker je bila potopljena, je bila tam uničena. Ne? In zdaj mislijo, da gre za to, ker so najdli že par stvari okoli, ne, potoplači, ki imajo pač svastiko, ne, insignijo. Tako. In zdaj linki bojo vsi v postu od podrobnosti. No. Je pač dejansko tako svastika, letnica 1939 so najdli tudi neke. Jega. Ja, jega. Imaš kaj. Pa še mavc spot, ne? Ja. To se meni kar zdi, no, da je to ena taka, da je ta novica v resnici en schem, no, taka, veš, za tipa Mišo Alkalaj za pospeševanje prodaje zeliščnega alkoholnega napitka. Mislim, jega, no, znaš, kaj je drugega, Ja, ne? v bistvu brutalen marketing od Jägermeistera. Ne, ampak tako. A ste slučajno najdel not črno skrinco, na kateri je bilo tekno. Ne, sam. Ok, roke gor, kdo je plesal na Das Boot? Vsi smo 96. plesali, ne da ga. A ste gledali ta film, verjetno ste? Ja, itak. Si gledal? Jaz sem ga full cajt nazaj, zdaj sem ga že parkrat hotel, ker mislim, da ga na Cinemaxu ali na enem teh kanalov ga vrtijo non-stop, ampak ni časa. Sem pa preplesal, moram priznati, imel sem obe plati, ta prvi del od vseh 90. Odlično. Jaz sem bil rejver leta 92, veš, sem to. A to resno? Resno. Rejvarček si bil. A tako Ja, folija in vse, ali? Kaj? A si imel folijo, pa vse na sebe, pa to? Ne, folje ne, to je bilo še preden so se neki fedi. Jaz sem bil še pred Dudami rejver. Jaz sem bil zraven, ko so bili ta prvi rejvi v Ljubljani, tam v unmu klubu, ki na vsake pol leta ime imenov prti volil, tam nasprot kopališča. Ne, prav nasprot kopališča. Ja, katastrofa. Nexus in to je bil še umek, vas mulc tam vrtel musko, MC Brane. Vsi ti neki, ja, to je to, to smo ga rejfali. Nisem vedel, da si ti rejvar, to bi to videl. Wow. To bi bilo za, imaš kako sliko? Ja, imaš kaj? Ne vem, pismo, mogel bi pogledati, ampak pri selitvi sem zgubil in cel pok slik, ampak že pri eni selitvi prej znotraj bajtek sem stvari predstavljal, tako da na srečo so ti dokazi uničeni. Wow. Na srečo. Imel sem pa tako zelo kratke lase, vzad za brite stvari, zmeril kakšno čupo, pa tako pravzaprav sem zgledal tak troglav, ker sem takrat še malo bolj suh, pa všeč še malo bolj štrleče in so lahko bile 3 glave naenkrat. Boki, kaj si bil pa ti v srednji šoli? Kaj si bil? Nekaj si mogel biti. Pa misliš glede čupa? Ja, ne vem, tako si bil homie, kaj si bil? Kjero musko si Kaj si poslušal poslušal? v Nekaj si mogel srednji? biti. Jaz sem začel, ja, kar se spomnim, da sem prvič kako bolj resno muziko poslušal, je bilo proti koncu osnovne šole, ko sem malo padel noter v Nirvana, The Doors, a še so bili, škar manjša fora pre mene. Pa njet. Čakaj, poslušajte to, moja mama, jaz sem hodil na šolo v Dravogradu, kjer je bila moja mama učiteljica, ne. Tako da jaz sem mogel biti vedno v Polovrčku, pa v Srajčki, pa, veš, vsak na svojem mestu. Družil sem se pa vedno z najhujšimi na šoli, veš. Tako da si sam videl sivni z Nirvana majicami, pa Guns N' Roses majicami, pa čupe pa to, pa sam en visok 190 cm osmošolec, ki hodi v Polovrečku, pa v Srajčki, še z vratnikom pa to. Da malo sem čudno zgledal. Ampak pol sem pa v srednji šoli prevekslil na rap, hip-hop. Jaz sem znal na pamet vse raperske komade od Snoop Dogga do Biggija, do Tupaca, do Wu-Tang Clan, vse po vrsti. Tako da, ja, so to neke take faze. No. Zdaj sem se malo bolj v zadnjem času, no, v zadnjih 5, 6, 7 letih, bolj v rock spet nazaj vrnil. Lepa. Rock, indie rock ali pa, ne vem, koja, alternativa pa to. Lepa. Tako da, ja, Anže, vse kaj pa nosijo ti? jaz begi hlače, pa vse to, ja, normalno. Anže. Pižama, jaz sem enkrat tebe gledal v živo. Jaz sem tebe enkrat gledal v živo v K4 na Rap Battlih. Si bil tam ti? Ja, bil. Kdaj si je? To si bil prav na tem državnem prvenstvu v freestylu? Ja. Drugo. Šlo ga se spomnim. En to, ko je bil, je zmagal. To je bilo takrat, ne, če je bilo v K4, bilo takrat, ko sta Antoko pa Trkaj si delila
zmagal. Ja, to sem bil, bravo. Jaz sem pa v polfinalu bil, jaz sem bil tretji, pa jaz sem tako, 3-krat sem bil tretji in sem tako najboljši, kako se temu reče, skupni seštevek od vseh. Pa v 4. poskusu v Križankah sem pa postal državni prvak, ampak s tem, da je bilo takrat že tako, 1 let nisem več aktivno repal in sem me pa rekel, da je 5 let, imaš wildcard, ne, ker si bil med prvimi 4 na prejšnjem in sem šel čist neobremenjeno in pač se je poklopilo vse skupaj in je bilo zabavno. Sem dobil mikrofon, ne, takrat so te ene mikrofone dobivam, te zelo lepo betico, Šurovo, tako 40th anniversary, SM58. SM58, to je lepo. Ja, takrat je pa bilo, sem tisti drugi državno bil kul, tam je Sadež je čist poharal tudi na, kaj Sadež v leto z nekim klobukom, pa repo in je res te male mulce ubijal tam sam, pa ga je pa Antoko ga je sesul v polfinalu, mislim, da. Takrat, ko sem bil, se škirih se spomnim, bil si ti, bil je Slon. Ja, ne, Sadež, to je bil Sadež. Sadež. Pa težki bil takrat že celo, prišel se zabavati. Kaj pa Zlatko je tudi, ja. Fakt, to je tako, pa že realno gledam, več ali vsi, ki pol kaj celo naredili. Jaz se tistega spomnim, jaz sem imel tam srečo prvi krog, ki sem imel brez, ker so neki eni odpovedovali, kako je bil žreb, sem bil sicer brez nasprotnika in so nam dajali neke slovenske komade, pač kao za naslove, da smo mogli na njih razvijati in sem imel Naj bogovi slišijo. Vili Resnik. Ja. To je čisto do. Ta komad je to kemski. Smo sam, mogo pogledati, pa se ne vem, če kdo je takrat snemal te stvari, takrat ne vem, je Sušnik že hodil model, kar res vse posname in to so bili kar smehi, ja. Ej, bom poiskal tlele kakšen battle iz unga, pa bom dal pa, da mu v linke potem, da boste gledali nas. Vi da veste, da smo se začeli pogovarjati o naci podmornici v Indoneziji. Jaz sem naci podmornica freestyle battle, a veš, what's the fucking difference. Ja, to je ta povezava, ne? Logično. Ne, veš kaj? Anže, kaj si bil ti? Ne, Anže mora zdaj še on povedati, ne, kaj je bil. Jaz mislim, da je on full ne bil House of Pain. To je res. Po svoje. Jaz sem bil glih nek vmes med nekim rapom pa skatepunkom. Judgment Night, Judgment Night, Anže. Anže, sem jaz, da pa prav predstavljam, da bi bil tak, da bi poslušal Roxette. Hvala, okej. Pejmo naprej. It must have been love. For fuck's sake. But it's over now. Okay. To bom vzel kot želitev, boki. Ne, jaz sem bil res neko vmes med skatepunkom pa rapom sem bil, tako sem plaval vmes med raznimi legwagni na eni strani, pa Fujisi, pa tako, ta prvi CD, ki sem ga kupil, je bil Fujis The Score. Tega sem tudi skupil, ta bi razdobil. To je prvi CD, ki sem dejansko dal denar. Prvi CD, ki sem ga pa jaz skupil, bil pa MC900 Fit Jesus, Welcome to my Dream. Že takrat sem bil za to prefuknjeno muziko. To je tip, komad je bil pol, tak zelo eksperimentalen, komad je bil pol en celo, mislim, da Fallen Elevator se je bil uporabljen za eno Levisovo reklamo. Drugač pa tako, tako 4 komadi so bili tako, da je res ti prepo, drugač pa tako malo tak elektronka variantica, The City Sleeps, zgodbico, kako je, ja, ampak pač kako tip hod po mestu in zažiga stvari, pač tako malo zgodba enega piromana. Lepa. Tako, everyone's got a little secret, he keeps highlighting the fires while the city sleeps. Wow. Heavy. Okay, kdo gre zgodovino naprej? Kdo bo? Andrej, to sem hotel reči, leko slik po podmornicah, ker meni je to ful vedno zanimivo, ker res nam, recimo, ko govorimo o zgodovini drugo svetovno vojno, imam zelo rad, narobe se sliši, ampak veš, kaj mislim, pač zanimivo me stvari povezane za drugo svetovno vojno. Zato sem mislim stavko rekel, narobe se sliši. Ampak, si predstavljaš, kak je mogo biti live v podmornici noter? Biti, ne vem, 50, 100, 200 metrov pod vodo noter stisniti. Ja, mislim, da mi trije, glede na naše postave, zelo težko predstavljamo to, ker nas v vojski niso dali za tankiste, ne. To je pač. Ne, mislim, že ko gledaš te filme, pa to dobiš malo občutek te tesnove, pa tega, kak je šele, ko enkrat res je tam, pa greš 100 metrov pod vodo na tabo, je gore rušilec. Fanta, vidva sta suha, jaz se tako počutam vsakeč, ko sem v dvigalu, ki je deklarirano za manj kot 5 oseb. Ne, to je, ta zbot je to kar lepo pokazal, to klaustrofobijo pa to, ne. Se zaradi tega ta movie res seka, pač.
Tako, še zdaj drži, tisti film. ja, pa tako dobro zgleda posnet. Ne. Mislim, še zmeraj je tako. Ti se res kar malo noro, da je nekaj, ki bo takrat posnet, to kul izpadlo. No. Ja, fulgredno. Boki, ti, zgodovina. Lej, moja zgodovinska weird zadeva. Stonehenge verjetno poznata, oziroma na splošno znan. To je iz Spinal Tapa. Spinal Tapa, da sem jaz isto hotel reči, da sem isto hotel. Ne, pač ta že zgodovinsko znan kamniti krog postavljen pred 3000 leti, oziroma 3000 leti pred Kristusom v Angliji, ne? Zelo taka turistična atrakcija, za katero še zdaj pač ugotavljajo, čemu je bil sploh namen tega znamenitega kamnitega kroga. Ve se, da so seveda kamni težki tudi do 25 ton in da so jih prevažali več kot 200 oziroma 300 km daleč. Točno zakaj se upravlja pa še ne vem, ampak so pa raziskovalci Royal College of Art uspeli ugotoviti, da naj bi se kamni uporabljali poleg verjetno namenov, kot so bili kot nekakšen koledar ali pa mogoče neko svetišče, da bi bil tudi kot nekakšno glasbeno, ki bi naj glasbeno oziroma zvočno oznanjal mogoče začetek rituala ali pa kaj takega. Ker je kamen ene take posebne sorte, imenuje se mislim, da bluestone, čeprav ne vem, kako bi to v slovenščino prevedel, recimo modri kamen, ampak ne vem, če je to pravi prevod. Ampak če udariš po kamnu... Modrin. No, ok. Če se udari po kamnu zelo močno zadoni, več kot mogoče kateri drug kamen, sploh v tej bližini tega svetišča. In so govorili, oziroma predvidevajo, da je mogoče bilo možno uporabljati različne tone z udarjanjem po teh kamnih in naj bi to bil mogoče neki začetki oziroma neka bolj primitivna verzija recimo cerkvenega zvonca, ki naj bi pač oznanjal ali začetek ali konec kakšnega rituala, kakšne skupne molitve ali pa kaj takega. Pa so se sosedi hodili kaj pizdit, kao da je malo bolj... Ja, javni red in mer so dobivali konstantno. Ja, tega se mi to zelo zanimivo, no. Ni pa še po vseh teh letih še vedno čisto razvozlano, kaj točno je bil sam namen, čemu je služil namen sam tega Stonehengea, ne. Ampak je pa zanimivo, no, in so ugotovili, da je bilo recimo, da so bili, je bilo vidno pač udarnine na teh, kako bi rekel, udarnine na teh kamnih, da pač so z določenimi drugimi kamni udarjali po teh veliko večjih kamnih in da naj bi pač udarjali določen gong. Tako da korak po korak so bliže temu, da rešijo to uganko teh kamnov v Stonehengeu. Ja, včeraj sem imel žurko tam, ne? Najbrž glede na to, da je bil v solstici. Ja, druidi so z jih okolko. Druidi so, vikanke so bile tega. Čeprav tle se morajo kar malo bed počutiti, ka ful dela, če je okolje samo trava in nobenega drevesa za objemati. Ja, kdo dva je bil mogoče tam? Čakaj. Ne, jaz tudi nisem bil. Aha, nisi bil. A niste nekaj shodil tam po Angliji pa Škotska? To je res, sem Stonehengea pa nikoli nisem videl. Smisel, da si bil. Ne, nisem. Ne. Okay. Najbolj kul je, da tako, kot sva midva s pižamo tako je rekla, ne, klele, na konc tega članka, ne, kjer bo link, je seveda link do Spinal Tapa, pač komada Stonehenge. Ne, pač mislim, jaz mislim, da realno gledam, jaz imam Stonehenge bolj v povezavi z Spinal Tapom v glavi, kot s čemarkoli drugim. Normalno, se tudi naslov tega prispevka je bil Was Stonehenge the ultimate rock gig? Ja, mislim, da je kar, ja. Ampak je pa zanimiva forma, mislim, jaz sem kol ne bi pomislil. Pa ja, to, kar si rekel, da so te kamne ful vlačali, ne, to še tudi tega ne vejo, ne, kako točno so jih sploh prepeljali. Kako in zakaj ravno na to mesto, oziroma na kak način so to prevažali, dobro, vse. Neke sporednice so tu recimo z piramidami v Egiptu, ko so tudi prenašali ogromne vsote in teže in mase teh kamnov, ampak vseeno, recimo 3000 pred našim štetjem, mislim, na kak način si ti lahko več kot 300 km prepeljal te kamne, sicer ne vem, koliko jih je, veliko, po mojem, vsaj 100 komadov, naj bi pa bili tudi do 25 ton težki. Ne. Ja, mislim, ne vem sicer, kako je potekala takrat dostava, ampak grem glavo sta, da je bila hitrejša od Slovenske pošte. No, mogoče pa malo več natančna od DPD, ja.
Ja. Zdaj, če bi DPD tele kamne vozil, bi bilo pol Stonehenge na Irskem, pol po Franciji. Me je dobro, da njih tisamo kot stran. A gledate kdaj History Channel? Imate kaj čas? Aliens. A gledate The Ancient Aliens? Ej, jaz sem gledal sam, tako je parkrat in je bilo genialno, ker so razlagali, kako je dokaz za nezemljane to, da angeli, ki so opisani v Bibliji, anatomsko gledano ne bi mogli leteti, se pravi, da morajo biti to nezemljani. Jaz gledam zdaj na Historiju, mislim, da je na Historiju Amish Mafia. Ja, to je. To je pa bizarno, to je pa res samo, tako. A ni žalostno, da pardon, da te prekinjam, da v bistvu so te kanali, ko bi mogli biti History Channel, ko bi mogli biti en tak kanal, kam zdaj sedeš, pa se nekaj pametnega naučiš, da so maje prepleteni so s takimi glupostmi. Ja, pa škaj je, pa ne, jaz večinoma gledam britanske dokumentarce, ki so res kolkate, škaj pri teh ameriških je tako, v začetku ti pove, zdaj danes bomo gledali to, potem minutka programa in rečejo, zdaj ste gledali to, ampak pa boste gledali to, in zdaj so oglasi. In po glasih, prej ste gledali to in zdaj bomo gledali to, in pol je minutka programa in prej ste gledali to in zdaj boste gledali to in prej ste gledali v glasih to in pa so v glasih. Jaz sem gledal zadnjič tako pol ure vdaje, sem noter zvedel dve stvari, da sem krat bili mamuti, pa da ti prsil ful dobro opere na 40. Ja, sej več ni za zvedati, realno gleda, ne glede na teme, ki jih pokrivajo. Ne, oni ti v pol ure dajo 5 minut. Meni se zdi, to je prav, dajmo se norca delati, veš, iz vseh. Po mojem si še veliko rekel zdaj, veš. Ja, še britanske je treba gledati dokumentarce, ti se pa genialno. A ste gledali, kaj te une Earth pa BBC? BBC, poznam, sam nisem pa gledal, da bi rekel, da sem gledal ta star, to moraš gledati. Vem. To je David Attenborough, to je noro, pa to moraš v HD-ju gledati. To pa ne gleda, to je zdaj. Ja, to moraš pa HD videti. HD in ti čeljust pada pod leg. Jaz sem gledal nekaj genialne. To enkrat bomo za kakšne naslednje speciale bom pripravil. Jaz sem full fan teh starih zemljevidov in to, kažejo ne stare zemljevide, neke te dokumentarce, ki sem slina teče po tleh. To je recimo zanimivost, nekaj full ljudi ne vedo včas, danes smo vsi tako navajeni, da je sever na vrhu, včasih je bil na vrhu zemljevida Jeruzalem. Ja, valjda, make sense. Lepa. Ne, sam tole za te pač od Davida Attenborougha, ne, pač kaj Planet Earth je bila ta glavna serija. Planet Earth je bil, kaj je bil Mammals pa pisate ta Human Planet ali nekaj, v glavnem polno je tega, da je to ne res tam v temu dajte iskati in to je in znanje in lepo narejeno in pa, ko bo to pejte gledati od Briana Coxa dokumentarce, tam boste gledali in lepo in punce boste omedlevali, vse tako pravi naša dopisnica za britansko TV in Habsburško monarhijo od glav, da to je the shit, se temu reče. Več ali manj. Pižama, mislim, da gremo k tvoji zgodovinski. Moja zgodovinska gre pa čist daleč. Zdaj, itak, že tvoja zgodovinska je bila tako, živo, to je bilo včeraj. Sorry, Fin. Ja, zdaj pa, jaz grem pa čist nazaj v začetke naših vrst. In sicer poleg tega, da našega homo sapiensa, potem je bil homo sapiens neanderthalis in homo sapiens denisian. Mislim, da je zdaj jaz vsem opravičujem, bomo dali kakšne te Wikipedije link od spod za te pravilne imena, ura je 15:11 in meni se nada zdaj brskati za tistimi, sorry, če lahko elektrotehniki govorijo, kako je cepljenje bed, lahko tudi jaz malo zajebam kakšne te vrste. V glavnem, neandertalci tako poznamo vsi, to potočka Zijalk, Angelca Likovič, te zadeve. In Vasilij Polič, ampak zdaj so odkrili, ena vrsta je, ki je zdaj tako, ljudje pa naša vrsta, homo sapiens sapiens, je od neandertalcev ločila pred 400 000 leti in potem, kakor kaže, bi se pred 300 000 leti od neandertalcev ločili še te denisovanci, je tudi neka podvrsta bila.
In do pred kratkim, ko so najdel te v jami, to je sibirska jama Denisova, tako odročna sibirska jama, piše tukaj v članku, se pravi, da že to, da je v Sibiriji pomeni, da je odročna, koliko mora biti, če je še za tiste razmere odročna. Bogu izaleti. Ja, čisto. To je to. In so našli, potem kaj pogruntali, da je neka nova vrsta. In so mislili, da je tam, ampak so pa pred kratkim najdel tudi v Španiji njihove ostanke. Tako da zdaj se še malo lovijo sem pa kaj, kako so potovali in vse in odkje prihajali kakšni geni v glavnem, ampak so pogotovili, da so očitno si takrat spolnost predstavljali tako zelo Lannisterovsko. Da je bilo dobesedno po tistem lepem starem slovanskem pregovoru, svi goli pa sva koštavoli. In da niso imeli nekih takih inhibicij moralnih, kot jih imamo mi, ampak da so se medvrstno, že to, da so medvrstno, pomeni, da so bili dosti bolj odprti, kot večina nekih teh zakrknencev v sodobnem času, ki ima kakšne pomisleke, čeprav na srečo vse manj, ampak so pa tudi imeli zelo tako znotraj žlahte, tako da glede na to, da je bil pri njih incest ena taka, kar tema stalnica, glede na te članke, zdaj, ko kar pravijo, da si predstavljam, da če so neandertalci imeli to piščalko, na katero so frulili, so imeli teli Denisovanci najbrž kar banjote, In pa so prišli in so prišli, hey you, homo erectus, can you squeal like a pig? Oh god, deliverance, ne odpirimo te škatle, stari. V glavnem, to je tako zanimivo tega, pa niti ne to zdaj ta sama zgodba, da zdaj pa ta incest, in to je to, ampak že sam to, kako je pravzaprav, kako se skozi pojavljajo neka nova odkritja in kako je lepota znanosti to, da ji predložiš nove dokaze, da reče, ja, res, nismo tega vedeli, to je to, in vzamejo in glede na potem nove dokaze, da to jemljajo, da to ni neka dogma, ki se jo potem držiš kot materinega znamenja. Verjetno bi najdel tle kakšen bolj primer, če bi se užival 5 sekund več časa. Ampak to sem tudi uspel zadnjič prebrati na enem drugi vir, kot si ga titulno navedel, ampak vseeno, da je zanimivo predvsem to, da je v bistvu današnji človek ima, se pravi homo sapiens ima torej skupnega prednika, Ja, mislim, dejansko imamo določen procent neandertalskega genoma, kar pomeni, da smo se, da je očitno kolegij Menžur organiziral tam v divjih babah. In pa še ena v povezavi s tem, kar je tudi zelo zanimivo, da so pa našli pred kratkim, samo da najdem zdaj, kje imam to, da so najdeli eno to ročno kost, ki se reče metakarpalna kost, se pravi, to je tak, gre pod sredincem v zapestju. Ja. Zakaj to dobro vem, ker sem imel spiralni zlom metakarpalne kosti pa 2 operacije. Jaz tudi sem brez operacije. Ja, na desni roki, tako da odlično. Jaz pa na levi, imamo komplet, skupaj smo imamo 2 dobre roke. Ja, in je v glavnem so ugotovili, da je to pač najdel so 1,42 milijona let staro to metakarpalno kost, za katero so ugotovili, da pač, ki je take oblike, da omogoča določeno gibljivost roke, zaradi katere, ki je potem omogočila tudi človeku uporabljati orodje, in da so s odkritjem te, naspravi 1,4 milijona stare, da se je ta, ki so predvidevali, kdaj približno bi se lahko to zgodilo po prejšnjih fosilnih najdbah, se je za 500 milijona, mislim, da skoraj let, da se več kot 500 milijona let prej, da so že bili sposobni uporabljati orodje, kot so mislili, in seveda posledično tudi izvajati onanov greh. Sam zanimivo, kako recimo taka odkritja premaknejo, odkrijejo eno, predstavljaj si, kako zanimivo je to, odkrijejo eno kost in tista kost, recimo potem, ko jo pač raziščejo, analizirajo, podrejo vse, kar do zdaj vemo in
koliko si rekel, za 500 000, za koliko let premakne teorijo? Pol milijona let. Za pol milijona let. Veš, koliko je to? To je z vlakom od Kopra do Maribora. Ja, to je res zajeban, ker dejansko se to so pač to je eksaktno, pa po drugi strani neeksaktno, da vsaka ta sprememba res tako naredi, mislim, orang zamakne stvari, no. Kar je dosti bolano, ker če tako pomisliš, da veš, ker se pa v šoli učiš, je pa vse tako predloženo, kada... Ne, res je zanimivo, ko se v šoli učiš, pač verjameš, da je vse tisto, kar piše v knjigi, veš, da je kot prebito, veš, da tisto, to je to, ne. Ja, se to je pižama lepo rekel, da glih pri znanosti je to kul, pa novi dokazi pridejo, ne, in se pač to absorbira, ne, veš, da se ni pa... In se čist spremeni, ja. Ja, sem ta lepa, to nisem vedel, za to kost hodo, pa tudi jaz zdaj vemo, kaj smo imeli zlomljen. Lepa. Ja, pa zdaj mi je pa tudi zanimivo, recimo to, ker sem pa zdaj videl tlede, ker sem šel še na BBC v članek. Vem, kaj boš rekel. No, povej. Ne, povej ti. Vem, kaj boš rekel. To sem pa zdaj tako čisto spot, ampak vemo, ne, da so najdel v neandertalskih kosteh, ne, pred 120 000 let, deformacije, ki nakazujejo, da so imeli, da so tudi neandertalci že poznali raka. Ja, to, da so bili bolani. Ja, ok, lepa. Okay. Wow. Lepa. Okay. Je pa sej to meni dosti logično. Sej, a ni rak sama anomalija, pač genetska, ne? A ni to tako, pač, ka pač DNK zajebe, ne? To se ful doktorsko sliši, ne? Ponestavljeno. Ja. Ampak si pa prav povedal. Ne, ampak ko piše, da do zdaj so bili najzgodnejši kostni rak, ne, ki so ga identificirali, bil v starodavnem Egiptu, iz časa datira med 1000 pa 1000 do 4000 leti. Se pravi, da dejansko je to najstarejši tumor, ki so ga najdeli v fosilnih najdbah. Koliko nazaj je to? 1,8 milijona let? Ne, 120 000 let. Aha, ja, džabe, nič, 2 generacije. V času revolucije, ja, to je to, takrat so še vsi paleo jedli. Ja. Čeprav, to je, zdaj sem pa glih zanč poslušal Radiolab, ne, ta moj najbolj omiljeni podcast, ne, in so glih naredili, mislim, da 2 epizode nazaj je bil so naredili cel del posvečen temu avstrijskemu, oziroma italijanski, ali nek na meji, no, mislim, da na koncu si ga celo Italijani prisvojili, ali pa Avstrijci. Ocijo, ja. So naredili, ne, in tam so potem najdel, zdaj pred kratkim so najdel želodec končno njegov, ne, in so videli, kva je jedel, ne, in je bilo, kao da si je nek meso spekel, ne, pa da je kruh, ne, nek kruh je pojedel, ne. Še enkrat ta beseda, ki pol za paleo dieto pomeni razkroj fundacije, ne, ampak ja, dejansko je kruh jedel, ne. Tako da, ja, ker tam je bilo pa tako ta oci, ne, jaz to nisem vedel, jaz sem mislil, da so pač to sam, da so ga najdel pač zmrznenega, ne, kar je po svoje res, ne. Sam je fora v temu, da če bi bil zmrznen tok let, ne, bi ga zdemoliral led, ne. Te pač bi bil mumificiran. Ja, ta je pa v bistvu tako bil, da je, čez zimo je zmrznil, pa se je pa odtajal, pa je zmrznil, pa se je odtajal, ne, in je bilo glih ta prava kombinacija, in to valjda v Radiolabu že spet z glasbo zelo lepo ponazorijo, ne. Ampak nisem vedel te fore, ne, da pač dejansko je bil res, toliko se je poklopil, da je toliko 1000 let, ne, pač se je zmrzno otajal, da v bistvu ga led ni imel cajta zdemolirati, ne, in zato je to dobro ohranjena mumija, ne. Ja, zanimivo, jaz sem skozi mislil, da bi bil zmrzen do konca. Ja, jaz sem isto, tako kot je v risankah, pač, kaj en zmrzne, več ali manj. Ja, ne, prav mogli bi taki pogoji. To je ta An Ice Cold Case predvidevam. Tako. Evo, dajem downloadat. Kar daj, vse je Radiolab, treba itak poslušati. Ja. To je dejstvo, ja. Ok, gremo na naslednji krok, ne? Gremo na naslednji krok, šele 45 minut traja. Ja, to samo res. Bomo zdaj malo... Ne, če je božično, kaj pa bo folk... to bo po božiču šlo van. To bo fino, ljudje se bojo to ob 11. zvečer začeli predvajati in potem bojo poslušali do 1. zjutraj in to ne bojo petard metali in bomo vsi veseli. Vsi bomo veseli, ja. Kaj, jaz začnem že spet, ali kako naredimo? Ja, kaj pa? Kar dajmo. Ok, zdaj pa, tega, kar sem jaz najdel, zdaj smo pri tehnologiji, ne, je pač en model, ki je prej delal za Exxon Mobil, se pravi za te naftnega giganta, ne, je zdaj v pokoju in se je lotil pridobivanja pač alternativnih virov energije, ne, je rekel, zakaj pa ne bi mi začeli energijo dobivati s pomočjo tornadotov, ne, ampak tornadotov, ki so doma narejeni.
Ima zdaj enega modela, ne, ki sliši na ime, kako je že, čak, tak, ne vem, Michu, ne vem, kaj je pač tak francoski ime, Louis Michu, tako bom rekel jaz to, recimo, da je prav. Je pač doma naredil, doma je... Kako se že to? Louis Michu, je tako francozi govorijo, veš. Louis Michu, ja. Ne vem, nimam pojma, jaz sem blefiram. Ja, jaz tudi. Pač. Ampak jaz samo zavestno rečem in pa folk verjamem. Ja, v bistvu je pač zato, kaj Kanačan, no? Je pač on je električni inženir, ampak je naredil že leta 2006 firmo in je doma postavil pač take, se kleje na sliki, pač take komorce. Kar razmaknjene ima enice zgoraj. In pač dela doma tornadote, ne? In njegova logika je, da če bi naredil dost velikega domačega, ne, bi ta lahko poganjal turbino in posledično bi potem dobil elektriko ven z tega. Ne? Mislim, da je človek narobe zastopil svojih čerke, ker ste mu rekli, da bi se z njim rade šle twister. Ja, več ali manj. Ne, ampak zanimivo je pa to, ne, da pač, okay, to doklej se pa sam sliši znanstveno fantastika in whatever, ampak tisto, kar je meni najbolj zanimivo, je to, ker pač tornadoti tako nastajajo, ne, da se v bistvu od spodaj je topel zrak, ne, od zgoraj je mrzel zrak in potem se začne to vrtinčati in se naredi tornado. Ne. In tako, ker je on si to predstavlja, da bi v bistvu te tornado električne, pač elektrarne stale zraven že obstoječih elektrarn, ki pa producirajo ful enega toplega zraka kot byproduct, ne, kot nekaj, kar se pol stran vrže v bistvu. Ne. In v bistvu tisto uporabili za poganjanje tega in bi tako sam dvignil v bistvu output tradicionalnih elektrarn. Tako da zaradi tega mi je to zanimivo. Ker nisem tako, ok, zdaj tornado te delo, ker to se tudi meni zdaj malo ujel, ampak tako, če se pa to preklop na obstoječe elektrarne, mi je pa tako malo bolj zanimiva zadeva. No. Najboljša stvar pri članku temu je spodaj prvi komentar, ki se sprašuje, a ni množina od vortices in ne vortexes. Bilo kuda gramar nacističnega. Sliši se v redu, ni pa kakav, mislim, ne obstaja pa možnost, recimo, da bi, malo glupo bom vprašal, ampak vseeno, da bi recimo tornado bil velik, da bi recimo bil pol izven kontrole. Ja, ne, se to je ta prva. Da bi bil Jurassic Park tornado. Ja, varianta. Sharknado. Ja, sad to še manjka, da je blizu enega akvarija, pa še bolj scenarij. Ni stvari, ki se jo ne bi rešil z eno motorko. Ja, to je res. Zdaj se da z motorko narediti. Ja. On začne delati te tornade in pa je v njih slučajno v bližini enega velikega akvarija, kjer imajo največji akvarij na svetu morskih psov, jih je več kot 20,000. In to je to. In pol ta tornado razmeče. Mislim, da smo nekrat Sharknado 2 napisali. Ampak, ne, to je bila ta prva taka kritika, ne, se je eden javil, ki je pa dejansko znanstvenik, ja, in je malo rekel, da je malo panika, če ti hočeš to nadzirati, ne. Čeprav je ta človek Michu, ne, je rekel, da bi se pač to tako kontrolirali, da če ugasneš topo zrak od spodaj, ne, itak zadeva neha delati, ne. In je pač tako... Samo šalte, samo na off ga da. Ja, in pač moraš imeti več načinov, kako to preprečati, jer tam piše, da je ista logika, kot pri nuklearkah, nekaj, imaš še 6 načinov, kako reaktor umiriti, ne. Tako da, če bi se to dal, bi bilo v bistvu ful varno, ne. Zdaj pa, koliko je to... Se pravi, pol si morski psi sam direkt dol. Ja, več ali manj na koncu, ne. Tako deluje, ja. To je ta znanost. Hvala, da ti Greenpeace te pretepe. Ja. Evo, ta talo ima, evo, tako da. Evo mene. Jaz sem pa tole. Amazon poznata oba, normalno. Amazon verjetno največja internetna trgovina. Pa ena največja. To si skoraj upar reči, da je. Ne. Pač, ja. Se pravi, v Evropi, v Ameriki, ne vem, je pač internetna trgovina, na kateri praktično dobiš bolj kot ne vse. In se pravi, Amazon oziroma njihov founder and CEO Jeff Bezos se pač prizadevajo, da bi začeli uporabljati svoje drone, se pravi svoje robotke, ki letijo po zraku in bi raznašali pošto. Ja, ne. To se mi zdi, da je res kot iz enega futurističnega filma in tudi, ko bom objavil link, si lahko pogledate posnetek, kako naj bi to izgledalo. Se pravi, prav iz skladišča Amazona, ker ti pač naročiš, ne vem. WC papir. WC papir. Je ta dron, mali robotek, ga prime, ga pobere in ga nese na drugo stran mesta dežele, kakorkoli že, in ti ga v bistvu odloži pred vrati.
Kaj pa, če naročiš svojega drona, ali pol ti ga z dronom pripeljajo, z tvojega drona, ali ti sam preprosto enega drona pošlje in rečejo, tlele je. Pa ti ta dron potem svoj upravljavc prinese. Ja, ta je bila huda, to reči. Ne, čeprav jaz sem bil zraven, en kolega v bistvu na monitorju, Gama, je kupil enega tega drona, ne prav tega od Amazona, ampak te, ki se jih je dal kupne. In je to res tako funkcionira. Jaz mislim, da ne vem, kako točno bi to izgledalo, da bi Amazon to uporabljal, ker pač se mi zdi dosti nerealno, da bi to pustili pač letati naokoli, ker tole pač lahko tleh pade. Veš, dokler je eno zrako, ni problem, sem kako pa ti pol to narediš, ko jih je več. Pa ne samo tako, pa tudi je eden, veš, da to pride čez vse možne električne napeljave po luftu, po vsa drevesa, v tem videu tudi ta zadeva vzleti, pa so sami travniki okoli skladišča, to pač ni zmeram res, ali pa bohne dej po mestu, Ampak ja, je pa zanimivo, je pa res, da se full folka je to rekel, da sta dve teorije, zakaj so dali ta video ven, Ena je bila, da v bistvu je bil mal promo pred Božičem za Amazon, tako, da se mal spomne, da je Amazon je pa cool, da je tekle kupt, Ta druga je bila pa dejansko, da probajo s tem videotom pač mal prisiliti zakonodajalce v Ameriki, da začnejo tudi o tem razmišljati, da je to dejansko realno. Se pravi, predvsem ameriški se pravi FAA, Federal Aviation Administration, se pravi, so se takoj zablokirali zadevo, ker seveda to je pač posega v zračni prostor in to povzroča ogromno težav, potencialnih težav. Ampak vseeno, če bi to bilo pa možnost, jaz mislim, da bi že zdaj imajo milijone naročnikov in tako naprej, ampak to bi bilo pa res nekaj čez drugega, da v bistvu ti sediš doma za računalnikom in že zdaj je v bistvu zadeva zelo zasoljiva. Recimo greš na internet, seveda vse je povezan s financami in tako naprej, ampak ne vem, najdeš si Yeti mikrofon, ga naročiš, crti pri pošti, ne rabiš iti nikamor, dobiš ga na vrata v bistvu. To je res. Zdaj pa se ti to predstavlja, da ga ti dobiš lahko v 20 minutah ali pa 30 minutah. Ja, se to, ja. Da ti ga iz enega skladišča dvigne ta robotek, ti ga prepelje in ti ga samo ti ga spusti pred vrata. Mislim, ne vem, par let nazaj bi rekel, to je znanstveno fantastični film. Zdaj pa v bistvu živimo že en take realnosti, ko v bistvu se razmišlja o tem. Tako da je zanimivo, kako hitro nove stvari prihajajo, bum, ena za drugim. Zdaj naročati stvari, da ti prepelje robot po zraku, če bo to odobreno, ni to daleč stran, ker v bistvu prototip že imajo. Ja, to je res. Prav tam je bila huda od pižame, kaj res se zgodi, če drona naročiš. Ne, po mojem se pa prepelje sam dron, pa to ostane. Ja, to je mogoče res. To ne bo simpel. Čeprav jaz priznam, da za Amazona res full mal zadnje čase naročam. Mislim, kupujem kar je za Kindle, Staffa knjigce pa kar bolj Book Depository. Ja, dober, sam Book Depository je pač že zaradi tega fajn zaradi shippinga, ni? Ja, ker je zaston shipping, Sicer je pa kakšen evro dražje, ampak ponovadi se zelo pokorija, lepa, jaz si tak sam še elektronske knjige, tako da sem na srečo prikrajšan za to, Ene pa moraš, jaz sem pogledal razne te QI knjigce, pa to tež knjige, ki jih moraš ful na velik listati, jih je fino imeti vseeno v papirju. No, to je res, sam jaz živim v kartonasti škatli, tako da say no to books. To je moj moto. Kaj smo zdaj? Zdaj pižama. Zdaj pa tehnologija. Z tehnologijo so odkrili novo vrsto morskega polža. In sicer Brazilci. Brazilci so ga odkrili, če se ne motim, in v glavnem, zakaj je to zanimivo? Sam zaradi tega, ker ima ta polžek take zelo blondne, kaj so to, neke nožice ven, ki izgledajo, pipalke ali pa dlačice, karkoli, ki so te znanstvenike spomnili na frizuro od Daenerys Targaryen. In pač zgleda, da jaz gledam tole slikco telih polžkov, res izgledajo te stvari gor, kot en tak slab kostum. Tako da, in so rekli, in so to vrsto novo poimenovali Tritonia calisi. Lepa.
Tako da zdaj so za vse fene Igre prestolov bo to. Tako da zdaj, če ne bo ratalo, to so zdaj neki spoilerji, ampak kar se, če jih kdaj zmaje fentajo, lahko še zmer s temi polži pride. Veš, kaj je to? Morski polži napad. Sem veš, Lejan, že tvoje bi, ne? Tvoje železoborne bi lahko, ne une železoborne, železorodne, bi tam mislim, da že predstavljaš, da pošle ne $500 000 telih črvovke na železne Silence bi jih presekal. Rodbina Sivorad, kaj kmalu potonila. No, ne kličemo hodiča, v glavnem, prosim. Ampak ja, ne, lepa, meni so take zadeve cool, ker so to random. Boljš to, da dajo že spet neko weird latinsko ime, ki noben nič ne peje, ali pa boh ne da je to, kar delajo v vesolju. Kaj so lani so eno muho, so ji dali ime, se po Beyoncé, ne, dali ime, ker ima neki full zadek, ker nekaj zreditega zadka. Ja. En vem je eno fosilno, mislim, da je fosilno želvo so po Terju Pratchettu poimenovali, pač ker je tip res želan, ja. Ker obseden in tako da... Se polne teh, ne. Douglas Adams, kaj bo pa Douglas Adams za eno žival že? Pa se vsi neki dobijo, ne. Ja, vsi. Je se, a ni bila to, ki smo preživljali, a ni una, kdaj je umrla una od Darwina? Tako, ni letos ali lani, kdaj je že bilo? Ja, par let nazaj, neki takega zelo. Dejansko želva, ki jo je imel še Darwin, kar je res bolano. To je pa res tako. To se je meni zdelo tako, nisem razumel, kaj točno so mi hvala povedati, ampak ja, dejansko. Ta je bila kar lepa. Noč, Anže, ti si. Aha, ok, kva imamo? Tretji zadnji krog. Vesolje. A ja, to klevam pa. Japonci. Ne, to je pa meni. Drugače, to sem jaz najdel na strani Quartz oziroma qz.com, ki je en tak, v bistvu sploh ne vem, kaj je, to je nek tak novičarski, ne, ampak res dobre članke piše. In zdaj jaz prek mojega RSS-ja sem že parkrat padel na ta sajt, no. Tako da, če nič drugega, že ta qz.com, pa idete pogledat, ki ima res, svašta maja, no. Ampak, bolje pa ja, pač Japonci. Hočejo. Pač, neka japonska arhitekturna firma, ne, je kao rekla, mi smo pa rešili vse, kar je narobe z energetskimi problemi sveta, ne, in kako bi jih rešili, tako da bi dali na Luno, po luninemu ekvatorju, ne, te solarne panele, ne, te solarne plošče, na karvi, ki bi valjda non-stop 24 ur na dan zbirali energijo, ne, potem bi pa to energijo, ne, pošiljali preko mikrovalov in pa laserjev, preko laserjev nazaj na Zemljo. Če mene praviš, za mene je super plan. Kaj da? Super plan. Kdaj? Reši vse probleme. No, ampak zanimivo, da so ravno Japonci zdaj to prizadevajo, zato ker se vemo pač Fukushima, ne, leto nazaj ali 2 nazaj, se pravi njihova nuklearka, vse probleme, ki so imeli, ki jih imajo še zdaj, ne, tisto celo območje je še zdaj praktično zelo nevarno, nedostopno in kdo ve, koliko je odteklo vseh teh snovi v morje in onesnažilo ne samo Japonsko, ampak tudi verjetno ostale države daleč okoli po zemlji. Tako da zanimivo, da se oni najbolj zdaj prizadevajo za to, da bi pa zdaj to spasili zemljo s tem, da bi naredili solarni pas okoli Lune. Ne? Mislim, pa poje najbolj cool, kao največji problem je, da so zdaj te paneli še pretežki, ne, in bi preveč stali, da bi ne, se to zdi še na najmanjši problem. No, pač, tu vidim, da v bistvu imajo namen začeti graditi v letu 2035. Ne. Ja, se to. Se pravi, dobrih 20 let od zdaj. Jaz ne vem, ti ljudje, meni so všeč vedno načrti, novi plani, ne vem, ideje, to mi je fascinantno, ampak koliko malo se je naredilo, ne moram reči malo, no, ampak recimo sploh nisem naredil malo v smeri odkrivanja vesolja, ker tisti ljudje, ki delajo v tem, seveda si naprezajo, koliko lahko, ampak vseeno, če pogledaš samo Luno, koliko se je malo naredilo v zadnjih 30-40 letih od tega, ne, se pravi, ravno prejšnjih podrobnosti smo govorili, pred 37 leti so bili na zadnje na Luni, da je bil človek, ne. Zdaj so šli gor Kitajci za svojim vozilom, ki je že opravila dela. Sem jih danes prebral, da mimogrede, da išče površino Lune in da išče za potencialno
kakšen točne material je pod površjem Lune, da bi mogoče v prihodnosti bili tam potencialno rudniki, ki bi nabirali bogate rudnine in tako naprej. Ampak se mi zdijo vse te, hočem to reči, da se mi zdijo vsi ti plani zelo preveč ambiciozni. V 20 letih biti gor, pa že začetka biti ta solar panel. Se moramo biti ambiciozni, veš, bolje biti ambiciozen, pa da To se strinjam, ampak se mi zdi take nerealne letnice. Jaz bi seveda rad videl, da to začnejo letos delati. Če bo to rešilo probleme z energijo na svetu, ne začne letos delati, to bo super. Ampak se mi zdi, da je toliko nerealno, toliko se je malo naredilo. Veš, te načrti so zmeri poda, veš, podažaš, rečeš, bomo čez 20 let, pa v resnici čez 60, rečeš, 500 milijonov je primanjkljaja v bankah, on je 5 milijard. To so te fleksibilne številke, so to, fleksibilne številke. Ampak ja, ne, sam je pa tako, mislim, to meni zgleda kot nekaj, ki bi bilo v James Bond filmu, ki bi se Death Ray, Paul. Ja, evil. Ampak ampak ne, Japonci, come on, ne delajo. Ampak ta je bila moja iz vesolja. Moja iz vesolja v bistvu je novica, ki mu stara, mislim, da mogoče 14 dni, da so odkrili planet, ki po nekih zakonih, v narekovajih, ki veljajo do zdaj znanem vesolju, ne bi smel obstajati. Zakaj? Ker gre za planet, ki je ime njegovo uradno je HD 106906 B. Odlično. To je B na koncu, zelo škao boki. Ampak je pa v high definitionu, ne? Ja. HD. Ali pa z Heidelberga. Zanimivo je predvsem to, da je zelo oddaljen od svoje zvezde, od svoje zvezde v Sončju, v katerem ne bi se nahajal. Oddaljen je 650 krat več, kot je recimo Zemlja od Sonca, in to ne bi zdaj spet premaknilo meje mogočega, kaj se smatra kot solarni sistem, oziroma kako daleč je lahko planet oddaljen od zvezde in še vedno kroži okoli njega. Za distance ne vem, kje sem to prebral, ampak je res brez, da je sploh povem, ker to so take številke, da nam praktično nič ne pomenijo. A je to zihar ime, ali je ki ga je odkril sam, zapisal serijsko številko svojega hard diska? Se ne vem, niti po katerem ključe dobivajo oziroma daje. Ja, mene zanima, kako zgleda HD 106906A. Kako A zgleda? Zakaj to B? No, ampak še ena zanimivost pozaj s tem, nekateri znanstveniki pa menijo, da bi mogoče lahko šlo to za umrlo zvezdo, se pravi Dead Star, v smislu zvezda, ki je pač že izgorela. Vsi vemo, da dobena zvezda ne gori oziroma oddaja energije večno, pač da enkrat pride do tega, da pač se potem ohladi, razpade in tako naprej, ali pa ohlajena pač kroži oziroma potuje naprej po vesolju. In da je možno, da to bil pred leti, mileniji, mogoče pa binarni sistem, se pravi, kjer naj bi obstajali dve zvezdi in pač nekako ena krožila oziroma krožila druga. Aha, pa je pa ena ugasnila. Kaj že to najbu, ne? Ali kjer ne? Ja. Kjer je imel že Vojni zvezd? Vojni zvezd, kjer je imel? Ne, Tatooine je imel, ne? Ne vem. Tatooine je imel. Tatooine je imel dva sonca, ne? Tam je Skywalker, ne? A je najbu tudi iz Star Warsa? Ja. Mislim, da najbu nima. Čeprav nisem zihar. No, Tatooine ima zihar, zaradi tega, ker tam gor je Skywalker, pa teti pa prstrico, ne? In tam ona, veš, ko v puščavi gleda, ko se odloča, kaj naj stori, naprednih ubijajo in pol imaš una dva sonca, ki sta. Saj mislijo, gače. Dve sonci. Dve sonci. Bilo kuda, gramar naci svuda. Ja, to je. Dal sem dal na Instagram, kaj sem dal, da tortice, tako sta bile dve tortici, tako sem dal nekoga naj popravil, whatever. Gledam naslovno stran tega Liberty Voice, kjer je ta novica od Bokija in vidim, Dwayne Wade se je zaročil, sam to, če ne veste. Hvala za to informacijo. In pazite, kako je to, ne? In a very concise but to the point tweet on Twitter, za razliko od tweeta na Facebooku, Miami Heat's Dwayne Wade announced his engagement to girlfriend Gabrielle Union. She said yes, was what Wade posted alongside a picture of Gabriel's hand with a huge square cut diamond ring on a very happy ring finger. Ne? To je tudi neposla, kako veš, da je nek prstanec srečen. Zdaj,
Če komu še ni bilo jasno, zakaj se imenuje to Weird božični special, ne, to je bil čisti primer, ko smo šli iz planeta, ki je 650krat več oddaljen kot pa Zemlja od Sonca, ne, do zaročitve. Ja, lej, ti daješ te linke, Boki. Ja. Ja, čak malo. Mora biti weird. Nač, pižamo. Hotel sem pa reči to, zdaj, če smo že glih okrog Božiča, ne, in vse, kar se praznuje, recimo stvar, ki je, ne, vsi vemo, imamo pač 4 evangelije, ki popisujejo delovanja, življenje in dela Jezusa iz Nazareta, ki so uradno priznani. Ne. Potem zdaj teh... Bif je pa neuradno priznan. In je polno teh apokrifnih, ne, spisov, ki jih cerkev ni priznala, in med njimi je par, se pravi, zadnji bil pred par leti, ne, ki so najdel ta evangelij po Judi, ne, kjer je pravzaprav pol besedila, pol tega evangelija je, kako Juda hod okoli, pa sprašuje folk, če ima 30 srebrnikov za posodati do 15. Ampak imaš potem recimo, ne, ena stvar, ki je tako zelo zanimiva, so tako imenovani infancy gospels, ne, se pravi, otroški evangeliji, v katerem pač je folk popisal, kaj ne bi Jezus počel, ko je bil majhen. Ne. Najbolj znanih je otroški evangelij po Tomažu, ne, in not se vidi pač recimo stvari, ki so not opisane, ne, so recimo se pravi, so 3 čudeži, ne, recimo kako oživi ptičko, narejeno iz gline, kako prekovne dečka, ki na to postane truplo. What? A to je čudež? In prekovne dečka, ki umre, njegovi starši pa oslepijo. Ne? Mislim, da ta prvi je, ja, ne, pazi, to, da en neki, po nesreč se zaleti, tam malo se po nesreč zaleti v Jezuščka, ne, oziroma ali ga udar, ali pa vrže kamen van, glede na, ne, verzijo evangelija, in pač Jezus je toliko razhud, da takrat še, ne, da se pravi, da očitno tistih 18 let, ki je nepopisanih v evangeliju, je bil na enem anger management klesu, skup z Jackom Nicholsonom, pa kdo je bil Adam Sandler, Ben Stiller, kdo je bil Adam Sandler. Nisem gledal, sam vem, da obstaja to, ne vem, zakaj vem, da to obstaja, ampak to, slabo, pa v glavnem, se pa predstavlji to, veš, da en tam mal, pač vrže kamen v Jezusa in on ga, zdaj umre, neš. Koliko misliš, da je bil rezultat Jezusove ekipe na vsešolskem prvenstvu v Med dvema ognjama? Zdaj so imeli boljši rezultat, kot ti, Anže, kot vi trenutno v basketu. No, ja, to je res. To, ne, Kako imate v basketu trenutno? Zdaj smo prvo zgubili. A res, ja. Si preveč hamburgerja pojedel. En hamburger zmanjkal. Ne, dej povej, kaj bo, dej to pa povej. To pa. Ne, pač ta prvo smo zgubili, pač ni šlo, kaj ne rečem. Grenak priokus pred novim letom. Ja. I'm not rubbing it in, sama ne, ampak se potem je Jezus delal tudi kakšne druge stvari, recimo. Potem so pa še naslednji čudeži, ki je, da potem spreobrne tisto, kar je storil, in potem še oživi prijatelja, ki je padel s strehe, ne, in ozdravi človeka, ki si je odsekal stopalo s sekiro. Ne, in potem so naslednji, pa pazi to, pa nosi vodo na platnu, oziroma v neki bombažni krpi, ne, iz enega samega zrnca naredi pojedino, ne, se pravi, Jezus ni bil paleo, in pa pazi to, raztegne leseni tram, da lahko njegov oče dokonča posteljo, ki jo prej ni mogel. A to je čudež tudi, kaj? Ja, to je šteto kot čudež. Če ti poveča les, ne? Dobar, to bi jaz rabo, kdaj pa kdaj. Okay, to je bil zadnji del zadnjega kroga, ne, se temu reče. Ja, zadnja weird zadeva. Tako da, kaj imamo admina za na konec, Boki, povej. Kaj imamo? Najprej hvala Pižami, da si zelo cajt, ne. Ja. Da je, kaj drugega bo človek počel v nedeljo zvečer ob 11:30 do polnoči. Ja, kaj češ boljšega, kot pa podcastirati. Ja. Ne, vsem hvala za obisk na podrobnostih. Čez 5-6 oddaj se normalno spet slišimo, takrat pa moramo vsi 3 spet pridno nabirati
naše weird zadeve. Zdaj bom malo več časa, da bom celo lepo pridno je v te rubrike lahko uvrstil. Obljubim, da bom naredil. Bom jaz že kar fajl odprl. A lahko jaz sam še enkrat povabim sam ljudi, da naj grejo na Aparatus, naj podprejo Anžetova prizadevanja, da zahvaljujemo se trenutno za vse donacije, ki so bile sploh Anže, ki si je z zadnjo pošiljko denarja privoščil sekvojo za novoletno drevesce, pripeljano direktno iz zahodne obale ZDA, tako da nič tako kaj posebnega, tam nekaj 450-500 let staro drevo, ni še preštel vseh teh kolobarjev, tako da dejte, prosim, še malo donirati, ker je res škoda, da je ta sekvoja brez okraskov, kar je zmanjkati potem za lučke. To veš, da bo nekdo verjel in te zadeve. Pazi, kaj imam pripravljeno za glave, da bom povedal, kaj sva počela s tem denarjem. Okay. Če slučajno kdo to verjame, jaz to res vse porabim za podcaste, sam povem ta disclaimer. Če se voste skozi Trnavo, pa vidite skozi eno okno, da moli še ne 60 metrov sekoje, tam je že doma. Pižama, da mi povej, kaj delaš te dni, no? Kje si prisoten, kje si dejaven, možeš kakšne prireditve, ki jih organiziraš, vodiš, nastopaš? Te dni zdaj se glih fino, jutro imam še grem še na eno osnovno šolo in sicer decembr je bil zelo delaven, potem pa po novem letu mislim, da štartamo takoj 2. januarja smo v Celju, v Braniborju, 11. januar v Loškem potoku, pa imamo pa 16. januarja, pa zdaj nimam še čisto natančnih podatkov, ampak boste najdeli lahko na pizama.net, pa delamo posebno predpremiero mojega solo stand-up šova, 50 odtenkov Nive. Premiera bo verjetno kar tam februarja oziroma marca, mi pa delamo letos, so me spet povabil Rotary Klub Ljubljana 25 za akcijo Stopimo skupaj za naše šolarje, mislim, da je še zmeraj isto ime, kjer se zbira za šolske potrebščine, za šolarje, ne, ki pač si zaradi slabšega socialnega statusa to težko privoščijo. In mislim, da bo spet tudi en od ambasadorjev tega projekta, bo tudi tvoj dobri znanec, R. Nesterovič, ki je bil, ne, to je pa človek, ki ga tudi vidva, ne, malo gor gledata, ali kako. Res je. Ja. Tako da 16. januarja imamo prav posebna ponudba, bo se pravi ekskluzivna predpremiera, 50 odtenkov Nive, 50 kart bo samo na voljo, ampak bo pa vsaka karta po 50 evrov, ker s tem denarjem pač enemu šolarju kupimo nahrbtnik z vsemi potrebščinami noter, ne, tako da pozivamo ljudi, da so dobrodelni, pa jim damo več kot uro smeha potem za to. Lepo. A pač Rašo ima stand-up, ti pa gledaš? Ja, Rašo ima stand-up, jaz sem pa z žabami, kaj so oni Dunkin' Donuts. Na pol časa. Harlem Globetrotters variantica, veš, jaz pa pridem v oni American flag, veš. Ja, lepa. Stripesen in skačem in si podajam, driblam žogo med nogami in tako da. Wow, to je možno si tega predstavljati. Kva še? Anže, jaz bi sam mogoče v naslednjih podrobnostih sam povedal. Naslednji datum, se pravi, ta današnja oddaja gre ven 30.12. Tako da ne jo danes poslušati, ja to bi mogli na začetku povedati, da ne počakajo, pa ne za novo leto poslušajo, ker bo zihar tole bolj, kot vsi novoletni programi na slovenskih televizijah. To je dost res. To bi mogli narediti, veš, da se folk zbere, mogli bi narediti 4-urno oddajo in tako da točno v 8, se jo posnamemo prvi, ampak da točno v 8 folk pa to pržge, a veš, in potem imamo, ne vem, in lahko imamo mes gostovanja, kakšnih znanih pevk in pevcev, a veš, in potem točno v polnoči mi začnemo odštevati in vse in srečnega pa zdravga in potem sfejkamo, da je ognjemet sam delamo, ne, ja. In vsi ne? To bi lahko reči za naslednje leto eno tako silvestrske podrobnosti in potem, ko odbije ura polnoč, ne, mi trije vsi skupaj zapojamo
ko je že ko gorijo le še sveče. Dej ne pet tega, nočem imeti tega posnetka. To ne sme obstajati. Mislim, da si dobil intro. Wow. Se ne vem več, kje smo bili. Na uri 20 smo. Ja. Ja. V glavnem, za naslednjo oddajo. Pride Alfi Nipič in bo pel 1 uro silvestrsko. Da se te počutil hipsterje, 360 dni pred novim letom boste to. Sorry, Boki, zaključ, probi. Ne, bomo naredili en special, kjer bo ta video pela, jaz bomo poslušali. Ti boš pa plesal pa na videokem. Na videokem, točno to, ja. To je to. Ja, tako. Ampak sam božični lahko, oziroma novletne pesmi. To bo drugo leto, imamo že plan narejen za 2014. Christmas in Hollies boš od Run DMC-ov. Vsi imajo ta neki komat Christmas in Hollies, a ne da ga imajo. Upajmo. Če je hiter. Christmas in Hollies Run DMC, prav sem imel. Lepa. Okay. Ajde, Boki, zdaj pa probi. Come on. Evo, zdaj bomo probi, jaz to speljati. Naslednja oddaja bo torej zunaj ponedeljek 13. januarja bo naslednja in ker je bilo kar neki predlogov in dement je bil enostavno tako velik, da pripeljemo oddajo tudi kakšno žensko, da ne bo samo moška oddaja, ker so bili vsi samo moški razglabljali po moško, tako je nekdo celo rekel, da bi lahko malo bolj omehčali oddajo. Sem seveda z veseljem šel malo razmišljati in si rekel, koga je bilo dobro imeti kot žensko, s katero bi znal biti zanimiv pogovor, ki bi mogoče lahko nam povedala marsikaj zanimivega svojega področja, svoje videnje. In sem rekel, bomo pa povabili športno novinarko na RTV Slovenija, Sanja Modrič, ki je bila zelo aktivna tudi med Eurobasketom 2013. Z njo se bomo pogovarjali o njenem življenju, njenem delu, kako ona vidi šport, kako ona vidi košarko, kako je vse to videti in spremljati skozi ženske oči. Vemo, da košarka oziroma sploh novinarji na teh večjih tekmovanjih so predvsem moški, kako se je ona znašla. Tako da bo zanimivo govoriti, imeti eno tako debato, da vidimo malo tema bo v glavnem recimo košarka, ampak videna strani ene športne novinarke, tako da se zelo veselim te oddaje. Anže, kje se nas najde? Vsi... Vidiš, Modrič, to je slovenski ime za Bluestone. Ja, Modrič, ja. To je res bilo. Bravo, povezava takoj. Drugač pa vse podrobnosti so na aparatus.si, tam so še ostali podcasti, drugač so pa tudi podrobnosti v iTunesih in pa na RSS-ju. Tako da, zdaj so tam že kar v iTunesih kar nekaj ocen že, tako da, če imate cajt, pejte v iTunes, pa nam dejte tam kakšno oceno. Back to the Future variantica, ker bomo to verjetno že delali, nekje na sajtu, ne vemo pa še pod katerim zavihkom, boste pa zdaj tudi imeli video lekcijo, imate kako se naročiti na podcast. To je res. Zdaj, to še ni posneto, ampak bo ta teden posneto in ko bo to odzuni, bomo posneli, kako točno se naročiti na podcast. Doktor Hu nima za burek proti nam. To je res. Pardon, nima za opresnik. Z Josovo faco. Tako. To smo to sam še reči, malo v daljno prihodnost, sam za goste. Sigurno bom imel tudi še kaše, ki so zelo zaželeni za Sanjem. Sem že bil na vezi Bečirovičem, bom skočil. Potem Breza se bo vrnil nazaj. Športni psiholog Matej Tušak, z njim sem bil na vezi, on bo gost, tako da to bo zanimivo. Verjetno tudi slejko preka glasbeni gost, imam Sixpack Čukurja naštelenega oziroma z njega imam v mislih, tako da bom z njim probil stopiti v kontakt čim prej. Tako da čaka nas kar nekaj zanimivih pogovorov v začetku leta 2014, pa slejko prej pižama spet ti za svojimi weird zadevami, tako kot danes. Še enkrat hvala. Ni za kaj, hvala za vabilo in kaj pa 600 daj, to je 6, to je na 2 tedna so, ne? Ja.
Čez 3 mesece. Bomo pa najdeli ene 3 članke, bomo pa najdeli. Lepa. Ej, fanta, najlepša hvala in to je bilo to. Ne? Zdaj pa reč ta dio, ne? Kaj ne rečem. Srečnega pa zdravega. Srečnega pa zdravega. Ja, srečno novo leto, veliko uspeha, zdravja in pa seveda čim več časa namenjenega poslušanju podrobnosti. In čim manj dokapitaliziranja bank. Ajde, čau. Ajde, čau.